Včeraj je svoja vrata odprl 50. mednarodni sejem obrti in podjetništva v Celju. Zbrane je nagovoril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Veliko veselje mi je, da lahko danes skupaj z vami obeležujem 50. jubilej mednarodnega sejma obrti in podjetnosti. Ponosen sem, da smo bili prav obrtniki pred natanko 50 leti pobudniki in organizatorji prvega obrtnega sejma, ki se je v tem času razvil v edinstven in prepoznaven sejem mednarodnih razsežnosti. Iskrene čestitke in globok poklon vsem, ki ste pustili svoj pečat v polstoletni zgodovini tega sejma. Vsako leto, že pol stoletja, obrtniki in podjetniki na tem sejmu predstavljamo naše storitve in izdelke. Sklepamo nova poznanstva, ki vodijo v nove posle in dobivamo nove ideje. MOS je prav gotovo med najpomembnejšimi, če ne celo najpomembnejši sejem za mnoge obrtnike in podjetnike, kar dokazuje tudi naraščajoče zanimanje za vse večje število razstavljavcev ter obiskovalcev. Izredno sem vesel, da je prva država partnerica na tem sejmu prav Hrvaška. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s Hrvaško obrtno zbornico že vrsto let odlično sodeluje. Prav tako pa je Hrvaška pomemben trg za številne slovenske obrtnike in podjetnike. Poleg sejmskega jubileja pa imamo še en razlog za slavje. Slovenskim podjetjem je po hudi gospodarski krizi in dolgotrajnem okrevanju uspelo preseči predkrizno raven prihodkov od prodaje. Izvoz se krepi, prav tako se povečuje domača potrošnja. Zato je pričakovati, da bomo pozitivne kazalnike beležili tudi prihodnje leto. In če vsi govorijo o podiranju rekordov na področju gospodarske rasti, pa lahko obrtniki in podjetniki letos govorimo o rekordnem številu naših zahtev. Zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki jih vsako leto spišemo in predstavimo vladi. Namreč letos obsegajo rekordnih 121 zahtev. Žal jih vlada vsako leto resniči zgolj peščico. Glede na dejstvo, da je malo gospodarstvo predstavlja kar 99% celotnega slovenskega gospodarstva, bi pričakoval, da bodo naše zahteve bolje slišane in tudi uslišane. Zamislite si, kakšen gospodarski preboj bi šele imeli, če bi realizirali vsaj polovico naših zahtev. Toda, spoštovani, letos se še ni izteklo. Bližajo se tudi državnozborske volitve, obrtniki in podjetniki pa smo skupaj z našimi zaposlenimi pomembno volilno telo. Tega pač ne smemo prezreti. Zato verjamem, da bomo lahko prihodnje leto na tem mestu govorili o rekordnem številu realiziranih zahtev obrtnikov in podjetnikov. Star prigovor pravi, da ni vse zlato, kar se sveti. In če tudi imamo visoko gospodarsko aktivnost v državi, nas po drugi strani še vedno pustijo problemi, kot so plačilna nedisciplina, regresni zahtevki, visoke cene komunalnih storitev zaradi spremembe metodologije za izračun omrežnin, administrativne ovire in še bi lahko našteval. Tudi s predlagano zdravstveno reformo nismo zadovoljni, saj ne prinaša težko pričakovanih celovitih sprememb v smeri racionalizacije in reorganizacije v zdravstvu. Zdi se, da je njen primarni cilj zgolj polnjenje prazne zdravstvene blagajne. Žalostno je tudi, da v reformi ni ne duha, ne sluha v reševanju problema regresnih zahtevkov, ki lahko ogrozijo obstoj podjetij. In ko govorimo o obrti in podjetništvu, nikakor ne moremo mimo perečega problema pomanjkanja kadrov. Mladih, ki bi se odločili za obrtne poklice, je malo. Zato pozdravljamo ponovno uvedbo vajeništva. Pričakovali smo, da bomo z vajeništvom končno dobili usposobljen kader,
ga izučili in kasneje tudi zaposlili. Zato smo še toliko bolj razočarani, da v tem šolskem letu ni bilo veliko zanimanja mladih za vajeništvo. Ta trenutek imamo v celi Sloveniji zgolj 53 vajencev. Naša zbornica že vrsto let promovira obrtne poklice in tako smo tudi na letošnjem most postavili ulico obrti ter vajeniško pisarno, kjer bodo obiskovalci dobili vse potrebne informacije o vajeništvu. Pomembno vlogo pri promociji pa imajo tudi starši, učitelji in svetovalci, delavci v osnovnih šolah. A to ni dovolj, zato pozivam vse odličevalce na resornem ministrstvu, da v prihodnjem letu namenijo več sredstev za promocijo vajeništva. Spoštovani, tako kot v življenju sicer, tudi na poslovnem področju velja, da je v slogi moč. Če bomo delovali enotno, če bomo skupaj z vlado soustvarjali boljše pogoje za poslovanje obrtnikov in podjetnikov, če bomo imeli mlade v obrti in podjetništvu, potem je uspeh zagotovljen in predvsem dolgoročen. Spoštovani razstavljavci, želim vam uspešen sejemski nastop in upam, da se v tako številčni zasedbi srečamo ponovno naslednje leto. Nekaj spodbudnih besed za naprej je spregovoril tudi predsednik slovenske vlade. To je zelo uspešna slovenska zgodba, za kar gre predvsem zahvala razstavljavcem in seveda organizatorjem, ki svojim predanim delom dokazujejo, da Slovenci resnično zmoremo in znamo. Še posebej me veseli, da po letih, ki smo jo skoraj da že pozabili, vendar nam morajo ostati kot dober opomin, po letih socialne, predvsem finančne, ekonomske, pa tudi politične krize, tudi ta sejem, tako kot naša družba, diha za bolj polnimi pljuči. Seveda še nismo tam, kjer bi si želeli. Želeli bi si več, želeli bi si še bolje, še hitreje, pa vendar mislim, da tisti napredek, ki si ga moramo želeti, je napredek, do katerega se moramo prebiti s čvrstimi koraki, takšnimi, ki bodo postavili nove čvrste temelje za prihodnost in ne takšne, ki jih na hitro vzpostavimo, pa se morda potem kasneje tudi hitro porušijo. Zato me veseli seveda, da korak za korakom, tako ocenjujem, postavljamo take temelje, da so pravzaprav vsi temeljni finančni, ekonomski, pa tudi socialni kazalci pozitivni, da imamo stabilno gospodarsko rast, da se nam je bistveno zmanjšala nezaposlenost, ki ima zdaj vrednost celo pod 7%, trenutno znaša 6,4%, in da se nam seveda, kar je še bolj pomembno, povečuje zaposlenost, da smo vedno bolj konkurenčni, kar dokazujejo različne lestvice konkurenčnosti in seveda predvsem tudi, da imamo rekordne rezultate na področju turizma in še marsikje. Spregovoril sem samo o nekaterih gospodarskih kazalcih, lahko bi govoril o socialnih, o drugih, pa vendar ne bom danes tukaj osredotočen bolj na ta vidik. Država je seveda pomemben dejavnik vsake družbe, je pomemben dejavnik pri uspešnosti ali neuspešnosti gospodarstva in drugih področij našega življenja. Trudimo se, vlada, ki jo vodim, se trudi ves čas, vsak dan, vsako uro, za izboljšave, ki smo jih že dosegli, ampak seveda jih moramo nadgraditi na področju bančnega sistema, na področju pravosodja, na področju javne uprave, na področju uvajanja vajeništva v šole, nasploh povezave šolskega sistema, še posebej tudi univerz, z gospodarstvom, na poudarjanju poklicnih veščin in znanj, kompetenc in vsega tistega, kar pomeni neko podporo, oporo gospodarstvu, predvsem tudi malim podjetnikom, ki so seveda še kako pomemben steber, torej malim in srednjim podjetjem, ki so še kako pomemben steber slovenskega gospodarstva. Ne smemo pozabiti tudi na druge dejavnosti in področja, ki jih vlada pokriva, denimo varnost. Vemo, kako je danes zelo pomembna varnost, če želimo seveda imeti stabilno gospodarstvo, če želimo imeti državo, ki je odprta, ki privlači tuje investitorje. In ne nazadnje seveda je tu politična stabilnost,
ki je pravzaprav predpostavka vsemu temu, kajti če ni te stabilnosti, potem seveda je v družbi nepredvidljivost, negotovost na vseh podsistemih in seveda družba ne more dihati s polnimi pljuči, pride v krč, ugled države pade in to ima seveda verižne posledice v negativni smeri za pravzaprav vse podsisteme. Zato se moramo stalno zavedati, da kadarkoli se veselimo uspeha, denimo gospodarstva, uspeha na področju znanosti, kulture, šolstva, kjerkoli, športa, vsi te uspehi bodo še večji samo, če bo družba kot celota uspešna. Če bomo vsi podpirali drugega in predvsem, kar je najbolj pomembno, so delovali. Lahko tudi rečemo slo delovali. V Sloveniji namreč si moramo zadati to kot temeljno maksimo naše prihodnosti, ki pa mora biti seveda prihodnost za ljudi, za kvaliteto življenja. Mi moramo v korak s 4. industrijsko revolucijo, z novimi tehnologijami. Mi moramo razvijati digitalizacijo, pametna mesta, pametne tehnologije in vse to, kar je seveda neizogibno danes, če želimo biti konkurenčni. Ampak vsi ti moderni procesi, ves ta razvoj, ki ga skupaj z vlado spodbujam, mora biti modernizacija, razvoj, digitalizacija, karkoli že s človeškim obrazom. Kajti na začetku in na koncu je vedno človek, vsaka naša dejavnost izvira iz ljudi in je namenjena ljudem. In zato seveda pa moramo sodelovati. Kajti tako kot potrebujemo obrtnike, podjetja, torej gospodarstvo celoti, tako potrebujemo tudi javno upravo, potrebujemo zdravstvo, šolstvo, kulturo in še marsikaj, seveda, in tega upam, da se vsi vedno bolj zavedamo. Zelo me veseli, da je Slovenija postala privlačna tudi za pomembne tuje investicije. Naj omenim Yaskavo in predvsem naj z veseljem povem, da smo včeraj, kot veste, odstranili še zadnje ovire za veliko investicijo, pomembno investicijo, to je Magna, ki bo upam prišla v Slovenijo in ponudila veliko število delovnih mest, dobre poslovne modele, razvoj nekemu območju, ki je bilo v zadnjih letih v zelo težki situaciji. Ampak tu se seveda ne bomo ustavili. Minister za gospodarstvo, vlada, ki jo vodim, naredili bomo vse, da bomo še pospešili takšne dobre investicije, tudi domače, in da bomo, kar je seveda pričakovanje tudi, kot je bilo rečeno, obrtnikov, podjetnikov, šli naproti tudi tem njihovim zahtevam v čim večji meri. Trudimo se, napredujemo morda po majhnih korakih, vendar napredujemo vztrajno, ne vračamo se nazaj, gremo naprej in jaz mislim, da je to zelo pomembno in zagotavljam vam, da bomo tudi v prihodnjih mesecih, dokler bo ta vlada delovala in upam se tudi kasneje, vsi delali za to, da bo lažje in bolje tudi malim podjetnikom, srednjim podjetjem, vsem tistim, ki so pravzaprav jedro tudi naše izvozne in drugačne uspešnosti. Seveda pa je pri tem zelo pomembno, da si ne mečemo polen pod noge. In tega je žal v Sloveniji še vedno veliko. Predvsem dostikrat tudi iz političnih razlogov, kar denimo dokazuje primer z drugim tirom, kjer gre za investicijo oziroma za razvojni projekt, ki ga Slovenija nujno potrebuje. Ko gre za razvoj Luke Koper, za razvoj naših železnic, naših podjetij in za umestitev Slovenije na evropski in svetovni transportni in gospodarski zemljevid za prihodnja leta in desetletja. Ko gre za našo razvojno prihodnost, gre tudi za zeleno Slovenijo in tu smo na točki, kjer se moramo zavedati, zdaj ali nikoli. Če ne bomo zdaj, nas bodo druge države v nekaj letih prehitele in mi se bomo vrnili na tem področju nazaj v 19. stoletje. Če ne bomo zdaj, Slovenija ne bo toliko ekološka, zelena, kot si želimo. In če ne bo zdaj, ne bo toliko razvoja in ne bo toliko perspektive za naše mlade, kot si želimo. Zato moramo biti za ta razvoj, tudi za drugi tir in za vse takšne razvojne projekte, ki nam skupaj koristijo in ki so v prid tudi bodočim generacijam.
Naj zaključim s tem, da izrazim veselje, zadovoljstvo, da sejem Most letos prvič v zgodovini organizira to dogajanje skupaj z državo partnerico Republiko Hrvaško. Vesel sem tega sodelovanja in soglašam z ugotovitvijo, da prav na tem področju je sodelovanje odlično. Na nekaterih drugih področjih prav tako. Ponekod je prav dobro, ponekod dobro, ponekod pa nam, kot je bilo nekako že nakazano, zmanjkuje zaupanja. Premalo je zaupanja, da bi dokončali še tiste skupne projekte ali zadeve, ki so pomembni, kot je denimo vprašanje mej in tako naprej, za katere je seveda v veliki meri odgovorna politika. In jaz se bom zelo potrudil, da bomo seveda povsod, da bo naša vlada, ki jo vodim, povsod, kjer je sodelovanje dobro, odlično, to samo še spodbujali, da pa bomo povsod tam, kjer je premalo zaupanja, da bi vzpostavili ta hip boljše sodelovanje, vzpostavljali tudi naprej to zaupanje, da ga zagotovimo do te mere, da bomo tudi te zadeve izboljšali, da bomo pravzaprav dosegli sinergijo, ki nas bo peljala skupaj še bolj odločno naprej. Spoštovani organizatorji, spoštovani razstavljavke, razstavljavci, spoštovani gostje, vsi, ki ste danes tukaj in vsi tisti, ki boste v prihodnjih dneh sokreirali zanimive dogodke na tem sejmu. Želim vam veliko uspeha, veliko medsebojnega srečevanja, čisto dobrih, pristnih srečanj, človeških odnosov, topline, pa tudi mnogo dobrih izkoriščenih poslovnih priložnosti za naprej. Naj gre naprej Slovenija, sodelujmo s sosednjimi državami, imejmo odprte meje, ko gre za dobre stvari in bodimo vsi, bi rekel, usmerjeni v razvoj, v prihodnost, kajti Slovenija, regija, Evropa mora iti v to prihodnost skupaj. Sejem ima letos prvič v zgodovini državo partnerico in sicer sosedo Hrvaško. Mjereno vanjsko-trgovinskom razmjenom Slovenije i Hrvatske, one su međusobno važan gospodarski i trgovinski partner. Ukupan obujan naše razmjene od 3,6 milijardi eura u protekloj godini u 2016. učinio je Sloveniju trećom vanjsko-trgovinskom partnericom Hrvatske, a Hrvatske četvrtou za Sloveniju. Sledil je slavnostni prerez traku in ogled sejemskega prizorišča, na katerem se bo do 17. septembra predstavilo 1478 razstavljavcev, od tega 883 iz 30 držav.